Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ko upokojenci ne morejo spati. Naš zvesti gledalec, na Twitterju znan kot besni upokojenec, je pripravil tale video, da boste zvečer lažje in veseli zaspali. Poglejmo. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Mana, 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 ki nas bo poskušal razumeti s starimi vzorci razmišljanja, nas nikoli ne bo razumel. The question is, what is a phenomena? The question is, who cares? Absolutno. Kdo pravi, da v penziji ni veselja? Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kdo ogroža Slovenijo. Se mora Slovenija bati italijanskih, madžarskih in hrvaških zemljevidov ter ali se zgodovina ponavlja? Ali sosedje res spet stegujejo kremplje po našem ozemlju in se fašizem v soseščini ponovno prebuja, bomo vprašali naša stalna komentatorja, magistra Bernarda Brščiča in doktorja Igorja Lukšiča. Dobrodošla. Dobro večer. Bernard, kako je zdaj s tem? Lahko sosedje zemljevidi nam vzamejo del ozemlja? To je smešno. Gre za ustvarjanje zunanjega sovražnika, namesto da bi se ukvarjali s tem, zakaj je recimo slovenska zunanja politika v zadnjih 30 letih v celoti odpovedala, zakaj ne uresničuje svojih nacionalnih interesov, zakaj nas Hrvati prehitevajo na vsej črti, zdaj ustvarjajo zunanjega sovražnika, neke naciste, fašiste, ne vem kaj. Naslovimo prave probleme v državi, kot je porazno stanje v zdravstvu, kot so realno padajoče pokojnine, kot je dejstvo, da kljub razcvetu gospodarstva DDV še vedno na 22% ni vrnen na predkrizno raven, tako da jaz vse te obtožbe o nekih nacistih, fašistih, ki marširajo, jemljem strogo z vidika notranje politike. Igor, kaj ti praviš? Moramo nabrusiti kose ali je tako, kot pravi Bernard, to neka dimna zavesa? Jaz mislim, da je treba biti senzibilen do vseh teh poskusov in vprašanj, ker zmeraj se začnejo velike zgodbe z neko mehno nekim slikarjem, ki rad spreminja zemljevide in potem to gre naprej. Se pravi, tu je treba biti pozoren, ni pa upravičeno, da iz tega delamo kakšne velike zgodbe. Tako da tle se strinjam z Bernardom, da tisti, ki bo to pograbil in iz tega delal notranje političen kapital, tist pač nima drugih idej, kot da ljudi s tem zaposluje. Zdaj predlagam si najprej pogledamo ta madžarski zemljevid, ki ga je objavil kabinet predsednika vlade Viktorja Orbana. Pač gre za zemljevid, ki nekako obuja spomine na tragično leto 1920 in trianonsko pogodbo, s katero so pač razkosali Madžarsko. Velik del ozemlja, kjer so živeli pač Madžari, kjer je bilo večinsko prebivalstvo madžarsko, je pripadlo drugim državam, med njimi tudi takratni kraljevini Jugoslaviji oziroma SHS in zdaj Sloveniji, ta del pač Prekmurja. Kako vidva recimo gledate na to? Ta madžarska slika, ta madžarski zemljevid je dosti podoben tismu, ki smo ga videli na začetku oddaje, ko je pač komunistična partija pred drugo svetovno vojno opozarjala na fašiste in naciste, ki segajo po naši zemlji. Ja, pri teh zemljevidih je zmeraj problem. Zdaj, tiste države, ki so bile nekoč večje, enotne, recimo kot je primer Madžarske ali Avstrije, ali še potem Avstrije kot del Avstro-Ogrske,
Gotovo imajo neke bolečine iz tega naslova in to morajo zdaj, ko se bliža ta 20-letnica, oziroma 100-letnica, ampak leto 19-20, da se bojo na to spomnili, zlasti ti, ki bi radi pokazali, da jih je več skupaj, kot jih zdaj trenutno je. Mi Slovenci v glavnem s tem nimamo problemov, ne? Mi smo po drugi svetovni vojni malo razširili ozemlje, sicer ne v skladu s našim prav ali pa recimo z našimi apetiti. Tako da lahko kaj praznujemo te razne priključitve in Prekmurja in Primorja, ampak kaj več, to težko razumemo, ne? Tudi Angleže težko razumemo, ko se ožijo vsako leto. Tako da vsak narod ima tle neko travmo, vsaka država, ki je nekoč bila velika, ne? Se mora s tem soočati vsak dan. Bernard, kako ti vidiš te stvari? Je to neko sredstvo za notranje politično utrjevanje oblasti Orbana na Madžarskem ali je vendarle res kaj za tem? Ne? Vemo, da Madžarska ima politike, ki spodbujajo v narekovajih vrnitev takšno in drugačno Madžarov izven meja domovine nazaj. Ne? Gre za zgodovinsko tragedijo od obdobja 1867, vzpostavitve dualizma in tega, da je kronovina oziroma kraljevina Madžarska postala pomemben faktor, da je praktično obvladovala celotno Translaitanijo. In tega Madžari niso preživeli, se pravi posledic Trianonske pogodbe, izgube 2/3 ozemlja. Če pogledaš ti zemljevid, oni si kar Banovino, Hrvaško lastijo, reko, tako rekoč, mislim, katastrofalne ozemeljske zahteve. Je pa res seveda, da je bila s Trianonsko pogodbo Madžarska v nacionalnem smislu prikrajšana z izgubo Transilvanije, z delom Slovaške in po svoje je za razumeti težnje vsakega naroda, da želi živeti v eni državi. Ampak ravno tako bi mi lahko obnovili lep zemljevid iz 1853. leta slovenskega narodnega buditelja Petra Kozlerja, kjer velika Slovenija obsega Koroško, celotno Štajersko, Istro. Zelo lep zemljevid, tudi sam ga imam na svojem delovnem mestu na steni, pa iz tega ne sledi sklep, da je Bernard nek fašist, ki postavlja ozemeljske zahteve do Hrvaške, do Avstrije. Jaz mislim, da je treba to postaviti v nek kontekst. Se strinjam tudi z Igorjem, da je potrebna določena mera previdnosti, vkolikor gre res to za izpade po ozemeljskih zahtevah, vkolikor gre pa to za neko gojenje domoljubnih čustev, bi pa jaz pravzaprav to v vsakem primeru spodbujal, čeprav ta zemljevid recimo je res in extremis. Ja, to je cela ogrska v bistvu. Celo Translaitanijo si oni kar lastijo, to mislim pod nobenim pogojem, kdor pozna zgodovino črno-žolte monarhije, ve, da so bili problemi zlasti na Madžarskem, zaradi tega, ker še sami Madžari so sami sebe okarakterizirali kot misbehaved Germans, se pravi kot Nemci, ki se ne znajo obnašati. Velika nesreča recimo za Hrvate je bila, da so bili v Translaitaniji, ne v Cislaitaniji, medtem ko Slovenci smo pa Kranjska, pa Štajerska, pa Koroška smo imeli pa to srečo, da smo bili pod Cislaitanijo in posledice so te, da smo bolj civilizirani. Tisti, ki so bili pod Madžari, prav zelo veliko dobrega niso izkusili, ker so bili kot gospodarji 3-krat slabši kot Nemci. Igor, koliko so se recimo te zgodbe iz tistih časov pa do danes spremenile politično? Je še vedno glavna stvar ali pa glavni cilj bi mogel biti ohranitev pač slovenskega naroda v Sloveniji in kdo so tu zdaj glavni
recimo naši potencialno, dajmo reči na rekovajih, sovražniki so to Nemci, so Italijani na zahodu, tam je tudi nek lokalni politik objavil nek zemljevid, kjer je priključil pač Dalmacijo k Italiji in tako naprej. Vemo iz časa, ko si bil ti minister za šolstvo, so v učbenikih italijanskih risali mejo pri Vrhniki. Kdo je zdaj recimo bolj napadalen po tvoje? So to Italijani, Madžari, so to Nemci ali vsi približno enako traumirajo, da tako rečem, za temi nekimi bivšimi časi veličine? Strateško so Nemci zmeraj imeli željo priti do Jadranskega morja. To tudi zdaj uresničujejo, pač ne nasilno, kot je to delal Hitler, ampak lepo strateško korakajo sem. Tle seveda imajo zdaj težave ne toliko z nami kot z Indijci, predvsem pa s Kitajci, ki ravno tako geostrateško razmišljajo. Italijani z tega stališča niso toliko nevarni, tudi nikoli niso bili. Mislim, da bi ogrožali pa imeli neke apetite. Oni bi sicer, in to ne skrivajo nikoli, ne, da bi kontrolirali radi celo Jadransko morje, kar pomeni, da bi radi nekako dobili neke točke, saj v Dalmaciji, pa tudi kaj v Sloveniji. Madžari niso imeli razen po Prekmurju kakšnih velikih apetitov, tam po Prekmurju tudi kar nekaj geostrateško delajo dosti uspešno. Tako da naš problem je pravzaprav to, da mi nimamo ambicije razen neke obrambe jezika, nismo razvili neke ambicije, kako iz tega naroda narediti nekaj več, da bi ta naš vpliv plusno še proti Hrvaški, pa potem in Madžarski in Avstriji, ampak se nekako zadovoljujemo s tem, kar nam drugi odmerjajo, pa potem cvilimo, ko nam to glih ne uspeva, pa ko recimo Avstrijci zaprejo šengensko mejo, pa ko nam Evropa naloži, naj branimo sami tle mejo pred nekom. Italijani so pa zelo tako, včasih so imeli tisto kar dobro organizirano nakupovanje slovenskih zemljišč, to zgleda, da se je malo ustavilo. Je pa nekaj še vsake toliko časa ti velike nacije, ne prihajajo, recimo Angleži so prihajali v Prekmurje eno obdobje, pa se je zdaj tisto izkazalo, da jim ne gre. Tako da enostavno mi nimamo pravih orodij razvitih, da bi znali, če bi se kdo v Evropi malo bolj organiziral in prišel nakupovati tle naša zemljišča ali pa dobro proti podjetjem, mi tak nimamo kaj, jih prav vabimo, da hodijo kupovati ta naša podjetja, zlasti najbolj uspešna. Tako da se mi zdi dejansko, da smo sami sebi največja težava. Ampak zakaj recimo po tvoje mi nismo, sej vemo, da naredimo lahko bolj malo, ampak ni po osamosvojitvi praktično nismo nikoli postavili na dnevni red teh vprašanj. Naše manjšine recimo v Avstriji, naše manjšine v Italiji, tudi recimo na sosednjem Madžarskem in tako naprej. Vedno se nekako branimo pred temi nekimi vplivi iz tujine. Zakaj je po tvoje tako? Zaradi naše majhnosti ali je kakšen drug razlog? Jaz mislim, da je bolj ta naša majhnost v glavi in ta politikanska previdnost, ker v Avstrijo ne drezamo, ker bo še slabš. Če ti nekaj zahtevaš od Hrvatov, naša izkušnja je, da ko mi malo postavimo trdo naša stališča, potem je še slabše in tako naprej. In to enostavno je še slab zaradi tega, ker ne znamo fronte držati, ker ne znamo dolgoročno se postavljati. Jasno, da ti s temi državami moraš dolgoročno relacije vzpostavljati in jih na nek način držati. Fronto pa če treba držati, ampak to produktivno, se pravi, da imaš neko tenzijo tam noter, da imaš neko vprašanja, ki so nerešena in vrsto vprašanj, ki jih sproti rešuješ v prid obeh ljudstev, ljudi, ki živijo na eni in drugi strani. In to se mi zdi, da nam, kakor nam ratuje, nekaj nam je tudi včasih ratalo, je bolj po zaslugi posameznikov, ki nekako imajo ta občutek, da bi pa država imela nekaj nakumuliranega znanja ali pa neke ekipe, ki bi se znale s tem ukvarjati, pa se mi zdi, da nimamo. Ja. Bernard, kako velik anahronizem je v 21. stoletju sred Evropske unije
ukazati neke zemljevide iz preteklosti, pa se pač tolč po prsih, kaj nam je bilo oduzeto. Če lahko relativno na kratko gremo potem na prvi premor. Jaz mislim, da ni anahronizem, da čas nacionalnih držav ni minil. Jaz ne verjamem v takšno federalno Evropsko unijo, kjer bodo kar naenkrat nacionalne države izginile. Smo Slovenci, prvenstveno naša prvotna identiteta je slovenska, šele nadidentiteta, metaidentiteta je evropska. Tako da se meni ne zdi nič slabega in bi bilo treba parirati tem zemljevidom post-trianonske Madžarske z zemljevidi Petra Kozlerja, Zedinjene Slovenije, se pravi, kjer bi lepo rekli, ja, poglejte, tudi Slovenci smo izgubili 2/3 nacionalnega ozemlja, če bi nam bile sojenice naklonjene, bi danes Slovenija segala od Gradca do Pulja. Ne gre samo za madžarsko bolečino, gre za slovensko bolečino, samo tisto, kar pa mene zelo moti, da smo mi edini narod, ki praktično ne spodbuja domoljubja. Prav, Bernard, boš povedal po oglasih, kaj te še vse moti. Si moramo vzeti krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo ogroža Slovenijo. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Igor Lukšič in magister Bernard Brščič, pogovarjamo pa se o tem, kdo ogroža Slovenijo. Bernard, preden smo šli na oglase, si hotel povedati, kaj te moti, izvoli. Odsotnost patriotizma. Jaz se močno čudim, kako nam je uspelo leta 90 prepričati 88,5% državljanov, da je samostojna in neodvisna Slovenija vredna truda, in da danes praktično domoljubja nikjer ni, da imamo na pohodu nek multikulti globalizem, tako da gotovo je eden največjih sovražnikov Slovenije ne Italija, ne Avstrija, ne Madžarska, ne Hrvaška, ampak dejansko peta kolona pri nas, se pravi ta multikulti globalizem, politika odprtih vrat, da ne zaklepamo svoje meje. Prav zanima me, kako to, da te zagovorniki multikulti globalizma ne zaklenejo svojih hiš, svojih stanovanj, ko želijo narediti vse, da bi preprečili zavarovanje meje. Zakaj imamo tako politiko tudi nenazadnje zakonitih migracij, dobeseden albanski problem v Sloveniji, iz nekega popolnoma tujega okolja, neasimilirano kulturo, ki spreminja podobo Velenja, Jesenic, Kranja, Kopra. Jaz, ko sem v predvolilni kampanji obiskal te kraje, sem bil dobesedno šokiran, kaj se pred našimi očmi dogaja. Se pravi, niso problem samo migracije iz Afrike in iz Bližnjega vzhoda, o tem se največ poroča, ampak problem zakonitih migracij, zakaj imajo nekatere stranke, pa ne bom zdaj v imenih, dobesedno interes, da se recimo to albansko diasporo, da se ustvarja tukaj peta Albanija. Kaj te je najbolj presenetilo, Bernard, ko praviš, si hodil po terenu, pa si bil presenečen? Ja, da več v Kranju, naprimer, ne slišiš slovenske besede. Mislim, jaz si tega pred 2 desetletji nisem znal predstavljati, v kaj se spreminja Slovenija. Da praktično Slovenijo samo še na periferiji začutiš, medtem ko je ta odtujenost strašljiva. Tako da, kot rečeno, kaj smo naredili v 3 desetletjih s to državo, je, mislim, res razlog za globoko skrb. Igor, zakaj po tvoje recimo tako? Slovenci imamo toliko malo samozavesti, da pač raj se prilagodimo tem tujim nekim vplivom
kulturnim vzorcem, ki prihajajo, ali je ta naš slovenski res tako nezanimiv, da je vsak drug boljši? Ja, naš glavni problem, po mojem, je kritična masa ljudi. Mi zdaj že par desetletij imamo tam pod milijon, oziroma po 2 milijona Slovencev. Negativni Mi se prirast. v glavnem krepimo s migracijami in s tem, da se drugi narodi na naših tleh oziroma na tleh Slovenije krepijo. Ampak zdaj to je treba vzeti v zakup, ne, in od tle naprej razmišljati, kaj nam je narediti. Ne. Tako da te skrbi, ki jih ima Bernard in vsi ljudje, ki opozarjajo na problem migracij, to gotovo je problem in gotovo naša uradna, formalna politika, v katerikoli že postavi, je o tem premalo razmišljala, premalo angažirala, tudi ta naš intelektualni del, in ga nekako zaposlila s temi vprašanji, ki so pomembna za obstoj in slovenskega naroda in za vsakega posebej. Zdaj seveda so razmere drugačne, kot so bile pred 30 ali pa 50 leti. Ne. Pred 50 leti smo si vsi želeli, da bi ostali v Sloveniji in da bi čim več diaspore prišlo nazaj. In danes je drugačne. Otroci enostavno tle ne vidijo za 800, 900 evrov, 500 evrov začetna plača, to noben ne bo delal in vzdržal hkrati bomo pa govorili, kako je v Sloveniji lepo živeti. Ne. Zdaj smo videli neke podatke o tem, kako je v Sloveniji lepo biti otrok, ne. Ampak zgleda, da bi v tej otroški drži nas radi obdržali še kar naprej. Celo življenje, ne? Problem je, da še enkrat odrasteš in moraš zaslužiti neko solidno plačo. Ne. Mislim, solidno v tem smislu, da v skladu s potrebami in nekimi pravičnimi standardi lahko normalno živiš. Ne. Jaz imam otroke, ki vidim, da pol plače mora dati za stanovanje in zdaj, ker jih imam 4, ni bilo možno kupiti vsakmu stanovanje ali pa karkoli. Se pravi, tisti, ki so to prinesli že iz prejšnjih generacij noter, jim je bistveno lažje in se da živeti samo ob tej 900 evrov. Tako da to so realni problemi in ne to, kar bi rekel Bernard, kaj smo mi v 30 letih naredili. Ne. Tako, če gledaš povprečje, standard, pa tako naprej, lepota življenja je seveda v primerjavi s prej višja in je boljša, ampak relativno, glede na to, koliko je šel svet naprej in koliko so šli naprej nekateri naši posamezniki, ne, enostavno večina od tega ne dobi toliko, kot bi v neki bolj pravični ureditvi in predvsem bolj pametnih odločitvah v zvezi z našim premoženjem in celotnim gospodarstvom, kot bi večina bila upravičeno deležna tega. Predlagam si zdaj pogledamo izjavo predsednika vlade iz proslave ali pa spomina na dogodke v taborišču Ljubelj. Poglejmo. Slovenski premier pa je dejal, da za trpljenje niso krivi narodi, ampak politika. Politiki spet cagavce, mečkače ali celo tiste, ki bi raje hvalili drugega, samo da bo naši vladi slabo, in to se mora nehati. Zdaj nisem čisto razumel te izjave premierja. Kateri cagavci pa mečkači v slovenski politiki mislite, da katere cagavce in mečkače je nagovarjal? Ja, najprej svojega zunanjega ministra Cmerarja. Ne, sem tudi imel ta občutek, pa misliš, da je res njega? Ja, ne vem. Vse cagavce je tudi on sam, tako da... Zanimiva je ta retorika, ne, ker tisti, ki jo uporabljajo, zmeraj sebe poskušajo izvzeti. Ne. In potem kažejo, kako drugi v politiki so taki, mi smo pa drugačni. Ne. To so ti, ko so bili prej omenjeni, novi vzorci. Ampak to niso nič novi vzorci, to so zelo stari. Ne. Ja, stari vzorci, to se strinjam s tabo, ampak tudi, zakaj bi cagavci in mečkači zapeljali narode v vojno? Ta del mi nekako ne gre skupaj. Ne. Veš kaj, to so pa ti kardeljanci. Ne vem, če se spomnite, tam leta 1974, ko je bila sprejemana jugoslovanska ustava, je Kardel rekel, cagov fant ni še nikoli pri punci spal. In zdaj izgleda, da se ta izraz še kar naprej vleče pri teh, ki imajo nove vzorce, ne, pa navezuje na to cagavost in ne vem kaj. Ne, da bi vedeli ali pa da bi vedeli, ne vemo.
Je ta punca zdaj Italijanka, Madžarka, Hrvatica ali je Slovenka? Ja, skratka, ta retorika še kar naprej laufa, ne, se pravi, ne gre za nobene nove vzorce. In ko se poskuša, ne, se smo videli, premijer je bil močan z glasom, ne pa tukaj z logiko in racionalnim argumentom. Ja, je pa kar precej naglasen, ne, Bernard govoril. Jaz sem računal, da bo pač zgledali kot posnetek iz kire od teh držav, ki stegujejo kremplje po našem ozemlju. Ne? Ja, ali pa Slobo je tak, jaz se spomnim, Slobota je imel tako retoriko. Mene ta retorika ne prepriča zaradi tega, ker v ozadju je plenty of nothing. Mislim, ni hrbtenice. Bi se vrnil na prejšnja vprašanja, namreč zakaj smo tako neuspešni v recimo zunanji politiki, ravno zaradi tega, ker nimamo verodostojnih politikov, se pravi, ker govorijo eno, delajo pa popolnoma nekaj drugega. Če se spomniš največji fiasko slovenske zunanje politike leto 2009-2010, arbitražni sporazum, kako se je gospod predsednik Borut Pahor takrat, kot je predsednik vlade, junačil, kako bo on ne vem kaj dosegel, potem so mu pa samo mičkan mezinček zvil v Bruslju in je na celotni fronti popustil. Skratka, potrebujemo moški princip, da beseda politika drži, ali je pa ne dati, če nisi sposoben dostaviti, potem ne neke retorične floskule zasipati prebivalstva s tem, kaj bo, če ni v ozadju neke pripravljenosti, stiff upper lip, zdržati pritisk zunanjih sil. In tu smo si in levica in desnica v preteklih 30 letih v celoti zapravila verodostojnost, tako da danes slovenska politika v tujini nima nikakršne teže. Igor, koliko pritiska recimo mi lahko zdržimo po tvoje? Ne? Vemo recimo, če že hodimo v zgodovino, primer Češko-Slovaške, ne? Ki so jo tako stisnili, da se praktično ni branila, oziroma se ni branila, ko so Nemci zasedli pač celo državo, a mi po tvoje zdaj gremo bolj proti tej Češko-Slovaški iz takratnih časov, ali vendarle bi se postavili na zadnje noge takrat, ko bi bilo to nujno treba? Ja, naš način obrambe naših interesov v zgodovini, kadar so bili najbolj ogroženi, je bil neverjetno delati še več. In mi smo tudi v času Napoleonove okupacije iz tega kar nekaj naredili, dobrega, ne. Paradoksalno tudi iz Hitlerjeve okupacije smo odnesli ogromno dediščino v zastavitvah industrializacije. Tako da smo potem iz tega znali nekaj narediti. Ne. In to zgleda je naš sistem preživetja in moči. Medtem ko v tem, da bi se vojaško zelo postavljali, ne, tudi naša partizanska vojska, ki je bila takrat recimo organizirana kot Slovenska nacionalna vojska, je bila jasno v tistih okoliščinah, vse če upoštevamo, ampak ne nazadnje po vojaški moči bila sorazmerno šibka. Ne. Tudi naša armada danes je šibka, pa ne zaradi tega, ker ne bi imeli tehničnih sredstev zadosti ali kakorkoli, ampak zaradi tega, ker mi ne verjamemo v našo državo in zato tudi ne verjamemo v našo vojsko in ne verjamemo, da bi se sami lahko obranili, ampak ker v to ne verjamemo, seveda smo potem lahek plen vseh velikih igralcev tle na tem terenu. Tako da mi bi morali imeti, ne, v nasprotju s tem, kar pravi premier, da politike vodijo v vojno, ne, to seveda drži, ampak drži to drugo, ne, da politike vodijo in politiki vodijo države iz vojn ven, ne, in preprečujejo vojne. Se pravi, jaz si želim močno politiko, ampak tisto, ki bo združevala ljudi vseh rodov, vseh držav, vseh narodov in ki bo iz tega združevanja znala preprečevati nekakšne zastavke vojne in voditi mir. Ampak to mora vedeti premier, ne, da je to njegova naloga, je to naloga politike, ne pa enih slučajnih prišlekov, ki pridejo v politiko, ne, in se potem malo naslajajo na slabih rezultatih drugih. Ja. Predlagam si zdaj pogledamo ta zemljevid zedinjene Slovenije, ne,
kjer ga je že Bernard omenil v prvem delu oddaje. Skratka, Slovenija bi v tem primeru izgledala kar precej bolj impresivno, ne? Bi rekel človek, prestolnica verjetno niti ne bila Ljubljana take države, ampak mogoče Trst, pristanišče glavno bi mogoče bila Reka in tako naprej. Zanima me vajino mnenje, glede na to, ta zemljevid slovenskih dežel iz pred 200 let, malo manj pa današnjo pač ozemlje, teritorij Republike Slovenije, a smo teh 150 let smo v bistvu v redu preživeli po vajinem mnenju, smo ohranili tisto, kar se je dalo ohraniti, ali bi mu to na slovensko nacionalno ozemlje moralo biti večje kot je? Jaz mislim, da se je leta 1991 zgodil čudež, da imamo samostojno, neodvisno svojo Slovenijo. Jaz sem sicer velik navdušenec nad Kozlarjevim zemljevidom, ampak toliko poznam zgodovino, da je v teh mejah, da bi Slovenija segala od Gradca do Pulja, to je zgodovinska fikcija, neuresničljivo. Gre za zemljevid slovenskih dežel, kjer je bila slovensko prebivalstvo v večini. Dejstvo je, da če ne bi imeli velikana, kot je bil general Meister leta 1918, če bi bili odvisni samo od deželne vlade v Ljubljani, da ne bi imeli Štajerske. To je velika stvar. Tako da zdaj objekovati za razlitim mlekom je nesmiselno. Treba se je osrediščiti, da zavarujemo Slovenijo, kakršno imamo v mejah od 25. junija 1991, kar pomeni, da je treba realno oceniti, kje so tiste nevarnosti, ki ogrožajo nacionalne interese. In jaz trdim, da to ni ne Italija, ne Madžarska, ne Avstrija, ne Hrvaška, ampak smo to sami. S tem debilno, multikulti, globalistično politiko, ki ne zna osmisliti, kaj je temeljni nacionalni interes. In temeljni nacionalni interes je preživetje slovenske države, kar pomeni, da bi morali vsa sredstva, ki jih ima ta država, in teh ni tako malo, usmeriti v preživetje prvič slovenske države in drugič slovenskega naroda. Zdaj imamo pa na oblasti mafijske strukture, nekega mandžurijskega kandidata, ki ga upravljajo in dela vse proti nacionalnim interesom, proti preživetju slovenske države, proti preživetju slovenskega naroda. In je vprašanje za 64 milijonov, kako to, da Slovenci vedno znova izvolijo takšne, ki delujejo proti njihovim lastnim interesom in ki ne uresničujejo 3. člena slovenske ustave, ki je popolnoma jasen, da Slovenija ni nacionalna država Albancev, Bosancev, Srbov, Hrvatov, ne vem koga, ampak je nastala na podlagi neodtudljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe, kar ti potem kot zrela hruška pade, kaj je poslanstvo politike, ohranitev slovenskega naroda in slovenske države. In tu mislim, da imamo 3 desetletja katastrofalne politike. Nič ti ne pomaga, da je BDP per capita recimo v tem času skoraj za 3-krat višji, kot je bil leta 1991, če na koncu dneva Slovenci kot narod ne bomo preživeli. Igor, zakaj imamo občutek, če je to občutek ali pa je mogoče celo res, da so drugi bolj izkoristili ta naš čudež, kot ga je rekel Bernard, na začetku samostojne države in potem tudi relativne ekonomske prosperitete? A druge misliš kdo? Ja, kdorkoli že, ne? Se pravi, te, ki jih Bernard omenja, ki so se pač sem priselili, verjetno zaradi tega, ker so si želeli boljše življenje, ali koga iz tujine kot centra moči, ki recimo pač na tem parazitira, če parazitira. Ne? Ja, jaz mislim, da je taka logika tega sveta, ne? Da se vmes zgodila enormna drugačna koncentracija kapitala, ki jo podpira monopol tehle igralcev, ki delajo prek IT-ja. Zdaj je nova zgodba ta umetna inteligenca, ki bo popolnoma premešala štrene in načine, kako se vlada svetom. Mi smo na to nepripravljeni, nimamo niti javne diskusije o tem, kaj se dogaja v svetu.
in zato se tudi ne ukvarjamo s svojo pozicijo, da bi nekako si boljš postavili v prihodnosti. Mi še zmeraj razmišljamo o kategorijah stare industrializacije, jokamo za tem, da nam je padla tekstilna industrija in tako naprej. Res je grozljivo gledati, da nam je propadla lesna in da zdaj Avstrijci naše hlode žagajo, mislim, kar je norost. In Jo upravičujejo vzdevek Holcerji, ne? Ja, ampak na tem primeru je res se vidi, mislim, ko gledaš konkretno, kaj to pomeni, ne, o čemer Bernard govori, nacionalni interes, ne, da ti iz tega ozemlja, kar bi lahko ti nekaj naredil zdaj, ne, nam to pripada, zdaj globalisti bi rekli, ja, pa se to je skupna lastnina. Ja, ne. Skratka, iz tega, kar imamo tle pred nosom, ta naša bogatstva bi boš lahko uporabljali, tako kot smo to že nekoč znali. Ne? Ampak o tem enostavno razmišlja nekaj ljudi, piše pisma bralcev, organizira neke okrogle mize, ampak enostavno to komentirati. Kot država se pa ne znamo organizirati, da bi iz tega vendarle naredili nekaj in uporabili tako, da bi bilo vsem boljš, ne pa da ne uporabljamo te stvari tako, da jih dajemo na trg in potem najboljše take banalije, ne, najboljše kose lesa na dražbah prodamo za par, ne vem, 100 ali 1000 evrov, ne, namesto da bi iz tega naredili, kar znamo narediti, ne, ene kose ali pohištva, česarkoli, kar bi šlo za med v tujini. Ampak to je samo en droben interes, ne, oziroma ena drobna stvar. Če pogledamo, kako sami sebe najedamo, čisto v tej intelektualni sceni, ne, mi smo naredili kriterije za napredovanje v univerzitetnih sferi, štejejo samo objave v super revijah, super članki, super high-tech neko opremo, ki zahteva cele ekipe, zdaj in seveda v angleškem jeziku. In potem tisti, ki tega nima, tisti, ki piše in se ukvarja samo Slovenijo ali pa predvsem Slovenijo ali pa s tem ožjo regijo, tisti enostavno ima bistveno slabše možnosti, da bi napredoval, kar pomeni, da hmal ne bomo imeli rednih profesorjev, ki se ukvarjajo s tonimi, kot bi jaz rekel, pravimi vprašanji razvoja Slovenije, ker enostavno univerza za to ne bo zanimiva, oziroma univerza za to ne bo zanimalo. Mednarodni intelektualni prostor itak zanimajo samo tiste stvari, ki zanimajo mednarodni kapital tle v Sloveniji. In o teh zadevah bi mi morali voditi diskusijo. Ne. Smo pa vse elemente za to uničili. Ne. Mi nimamo nekih resnih revij, ki bi premišljale te zadeve. Imamo znanstvene revije, ki so napol financirane od države oziroma so financirane samo toliko, koliko se ne ukvarjajo s pravimi problemi, po mojem. Ne. Se pravi, ti, ki so vezani na razvoj, ampak so vezani na neko znanstveno sofistikacijo, neke zgodbe. In to smo zdaj zelo ločili, ne. Da ta pravi znanstvenik se ukvarja samo z neko zgodbo, ta pravi ekonomist se ne sme zanimati za Slovenijo. Ne. Ta pravi znanstvenik hodi v oddajo Faktor in komentira prihodnost slovenskega naroda. Magister Bernard Brščič, dr. Igor Lukšič, najljubše hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil narodno-obrambni 304. Faktor na TV3. Spremljate oddajo Faktor na TV3 tudi jutri, ko bomo komentirali, kam leti Adria in kdo pristaja na mariborskem letališču. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.